Prav, hvala lepa, spoštovani gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. Danes je res en tak čudovit dan in ko je Maja že omenila, da smo pozitivno naravnani, jaz bi temu rekel, danes je že takšen dan in če smo lahko v tem čudovitem soncu v Žički kartuziji, vidite, da je vsa okolica lepo urejena in je že to prvi razlog za naš optimizem. Seveda, drugi razlog pa je začetek praznovanja občinskega praznika. Mi smo temu rekli konjiški dnevi, že kar nekaj let temu rečemo tako, kajti gre za 14-dnevno dogajanje, ki je zbrano v tejle knjižici. Jaz, ko sem tole obrnil, še diši po barvi, povsem sveže je. In tu notri je zbranih kar nekaj povzetkov ali pa podatkov o samih investicijah. Jaz bi pa želel mogoče v 3 stavkih podati poudarke iz tega biltena. Razlog za optimizem je prav gotovo, če v teh časih, ko na vsakem koraku slišimo, da se pojavljajo težave tu in tam, če beležimo iz leta 2011 na 2012, govorili bomo o letu 2012, ker se tudi bilten nanaša na investicije oziroma dogajanje v občini v lanskem letu. Če beležimo kar dobrih 26% povišanje zneska samega proračuna in če od tega beležimo, da imamo kar dobre 4 milijone evropskih sredstev vključenih v ta proračun, kar pomeni praktično nekaj več kot 1/4 celotnega proračuna, potem je tu že razlog za optimizem, da določene stvari, ki smo si jih dolgo želeli, premaknemo in da bodo kmalu tudi dobile svoj tisti pravo funkcijo ali pa pravi izgled, kakorkoli gledamo. In prva od takšnih investicij, ki je bila začeta v lanskem letu, je prav gotovo kohezijski projekt izgradnja centralne čistilne naprave, kjer govorimo o znesku z davkom 9,5 milijonov evrov. Če si predstavljamo, kakšen denar je to, potem je to prav gotovo velik uspeh. In če gledamo brez davka, je to še vedno 7,5 milijonov. Od tega smo kar 6,4 milijona pa dobili bodisi večino iz kohezijskega sklada, del pa je prispeval tudi državni proračun. In kar je najpomembneje, dela so že v zaključni fazi, tako da s 1. oktobrom letošnjega leta je po terminskem načrtu predvideno, da bomo že pričeli z poskusnim obratovanjem. Drugi takšen večji projekt je gradnja odprtega širokopasovnega omrežja. Bili smo ena od redkih občin, ki smo uspeli na tem drugem razpisu in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj tudi dobili 60% potrebnega denarja, potrebnih sredstev, kar je pomeni dobrih 2,7 milijona evrov. Razliko pa je seveda prispeval zasebni partner, to je GVO. In tudi tukaj je celotna hrbtenica 145 kilometrov teh kanalov že položenih in tudi se že vpihavajo kabli in gradijo tudi hišni priključki. Tretja stvar, ki verjetno bolj kot nas, ki tule sedimo, muči vse tiste, ki hodijo po Starem trgu, pa je, da končno Stari trg dobiva tisto pravo podobo in čez kakšen dober mesec dni bodo vsa dela končana in jaz tudi glede na to, da je samo en mesec dni še do konca in glede na trenutno situacijo ne pričakujem, da bi se lahko še karkoli zapletlo. Veste pa, da smo imeli vmes kar dosti smole, da smo morali ponavljati razpis oziroma na sredini prekiniti pogodbo in ponoviti razpis za preostanek del, tako da je ta Stari trg predolgo čakal na končno podobo. S tem pa bo tudi sam park dobil povsem drugačni izgled in pa tista prepotrebna igrala, ki so bila stara približno 30 let. Seveda lesena igrala v 30 letih propadejo, da bo tudi ta igrala nudila zadovoljstvo tistim najmlajšim, katerim so tudi namenjena. In pa če smo že pri teh igralih, ogromen napredek ali pa ogromen uspeh je bil, da smo dvorec Strebnik
rešili tistega trnja, s katerim je bil zaraščen, ga nekako teh spon, v katere se je ujel v zadnjih 15-16 letih, da smo ga rešili in da je postal last lokalne skupnosti in da smo letos že v začetku maja pričeli z obnovitvenimi deli. In mimogrede, ravno včeraj sem pripeljal z Ljubljane podpisano pogodbo za 1.295.000 evrov, kar je tudi en tak prijeten občutek, tudi če si v avtu sam, ampak imaš pa pogodbo podpisano. Po 7 mesecih od odobritve do včeraj je kar nekaj časa preteklo. Če pa že omenimo učinkovitost državne birokracije, smo pa pri centralni čistilni napravi čakali točno 15 mesecev od dneva odobritve pa do dneva, ko smo lahko začeli koristiti. Tako da vsa tista ugibanja o nezmožnosti porabe evropskih sredstev vemo, kam so namenjena, nikakor pa ne na delovanje občinskih strokovnih služb. K temu bi mogoče dodal še na videz manjše investicije, pa vendar zelo pomembne tudi za druge kraje. En pomemben projekt IPA, obnova javne razsvetljave v Ločah, kjer smo kompletno zamenjali vso neustrezno javno razsvetljavo, kar pomeni 171 svetilk v Ločah, za kar je bilo pridobljenih, oziroma vrednost projekta je 181.000 evrov. Gre za projekt IPA čezmejno sodelovanje z Republiko Hrvaško in kar je najpomembneje, samo 5% je prispevala občina, vse ostalo so bila sredstva pridobljena na razpisu. Pa ker se mi že čas tudi izteka, bom omenil samo še nekaj, tisti, ki dobro opazujete. V Konicah je že v glavnem, ni še v celoti, tudi nameščena nova turistična oziroma obvestilna signalizacija. To gre za tiste znamenite stebre, pravokotne stebre s tistimi lamelami, tablami. In ko bo to vse opravljeno, bomo tudi formalno zadostili pač spremembi zakonodaje, ki nenehno nekaj nalaga, kar pa pomeni strošek. Na koncu koncev pa smo veseli, da tudi nekoliko drugače izgleda vse skupaj. Toliko na kratko, jaz verjamem, da si boste v tem biltenu še marsikaj drugega zanimivega lahko poiskali ali pa na koncu koncev tudi vprašali. Ja, čisto posebno na kratko, letos je bilo kar zanimivo dogajanje. Na vsako od razpisanih nagrad smo dobili točno eno prijavo, tako da ni bilo težko kombinirati. Letošnji občinski nagrajenci so, in sicer če gremo od spodaj navzgor, torej nagrada občine gre v roke vrtca Slovenske Konjice, ker letos praznuje 65-letnico delovanja in pa še bolj pomembno, da na 5 lokacijah z večjimi enotami in še na 5 z manjšimi, recimo temu izpostavami, skrbi za to, da so naši najmlajši v varnih rokah v tistem času, ko so starši pač odsotni. Bronasti konjiški grb je tokrat namenjen Konjičanki, pa nažalost v Konjicah manj poznani, bolj jo poznajo povsod drugod. To je Mojca Cerjak, ilustratorka, ki je v drugih krajih dobila že kar nekaj odmevnih priznanj. Tokrat je pa verjetno že pravi čas, da ji tudi v Konjicah rečemo, da dobro dela in da smo ponosni na njo. Srebrni konjiški grb je tokrat namenjen predsedniku Združenja šoferjev in avtomehanikov, ki v svojih 45 letih se pojavil že v marsikateri funkciji, trenutno je pač kot predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov. In to je gospod Vili Podergajs. Verjetno ga večina pozna, če drugače ne, pa takrat, ko je potrebno, da člani Združenja šoferjev in avtomehanikov tole pri kakšnih prireditvah opravljajo, kako temu rečejo, mirujoči promet, regulirajo mirujoči promet. In pa zlati konjiški grb pa je namenjen gospodu Tomažu Rihteršiču, trenutno še vedno, oziroma ves čas, zadnjih 15 let, direktor stanovanjskega podjetja Slovenske Konjice, ki pa je med drugim bil tudi predsednik sveta krajevne skupnosti Slovenske Konjice, podpredsednik košarkarskega kluba in pa zadnjih nekaj let tudi predsednik teniškega kluba.
ustanovni član Lionsov in še lahko bi naštevali. To so glavnem letošnji nagrajenci občine Slovenske Konjice. Torej v 14 oziroma 15-dnevnem dogajanju v tako imenovanih konjiških dnevih se bo letos zvrstilo okoli 40 različnih dogodkov in naš zavod se bo trudil pri vseh pri pomoči po najboljši meri, tako da bodo pač vsi uspeli in seveda so namenjeni širši javnosti. Želimo si, da bi bil obisk občanov čim večji. Izmed vseh dogodkov pa bi najbolj izpostavila odkritje skulpture Opus Humanum, ki se bo zgodila 18. junija ravno med obzidji te žičke kartuzije. Če na kratko povem, kako je prišlo do te skulpture. Namreč v letu 2010 je naš župan pričel navezavo z ostalimi kartuzijami iz Slovenije v smislu povezovanja med kartuzijami, kar bi pomenilo seveda večjo prepoznavnost ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. In tako je prišlo seveda tudi do razgovorov z kartuzijo Pleterje, ki je še edina delujoča kartuzija, in tam so se odločili, da nam znak povezovanja in dobrega sodelovanja podarijo ta Opus Humanum. To je monolit, ki ga je izdelal pater Janez Holenstein. Ime monolita Opus Humanum v prevodu pomeni človekovo delo. Podoba razširjenih rok, ki ga boste pač videli na otvoritvi, pa je nekako univerzalno sporočilo. Podoba križanega dirigenta sveta, plesalca, v likovni govorici pa pomeni sodelovanje človeka z univerzumom. Torej, kot sem že rekla, 18. junija ob 11. uri odprtje oziroma odkritje tega monolita. Naj še omenim tudi prireditev Najmladi, namreč vemo, da so mlajši rodovi tisti, na katerih stoji prihodnost, in zato že vsako leto, vrsto let namenjamo posebno pozornost najmladim v občini Slovenske Konjice. To so tisti učenci, dijaki, športniki, glasbeniki, ki tekom celotnega leta se pravi dobijo največja priznanja na državnem nivoju in s tem seveda prenesejo dober glas občine širšem po državi. Letos je teh najmladih že kar 350, vsako leto je ta številka večja in z njimi se bo naš župan srečal 17. junija v Domu kulture Slovenske Konjice in na ta način se bodo, mislim, da na najlepši način poslovili od šolskih klopi. Naj tudi omenim, da z mesecem junijem, ki je tik pred vrati, pričenjamo z tradicionalnimi poletnimi glasbenimi večeri v Žički kartuziji, in sicer bodo letos med obzidji odmevali prifarski muzikanti z etno pridihom. Prvič bomo slišali dalmatinski melos s klapo Donat, glasbeno poletje pa bomo zaključili skupino Papir, ki predstavlja nekako svež veter na slovenski glasbeni sceni. In če še čisto na kratko skočim v jesenski čas. Začetek letega bo namenjen naši vinski kraljici, torej vinski kraljici Slovenije Neži Pavlič, ki bo v okviru naznanitve trgatve, torej 14. septembra, gostila vse nekdanje slovenske vinske kraljice. Še dan pred tem, če smem omeniti, pa bo slovesno odprtje prenovljenega konjiškega starega trga. In v tem času bodo Slovenske Konjice gostile delegacije iz prijateljskih oziroma iz številnih mest, ki skupaj nastopajo v evropskem projektu povezovanja prijateljskih mest, financiranem iz sklada Evropa za državljane. Jaz sem nanizala le nekaj drobtinic iz našega vsebinskega programa. Seveda se bo do konca leta dogajalo še marsikaj, v načrtu imamo tudi investicije, vendar mislim, da se bomo danes bolj osredotočili na vsebinski program, tako da v nadaljevanju še kakšna beseda, če vas bo kaj zanimalo. Hvala lepa. No, poleg vseh tradicionalnih prireditev, to so športnik leta, ligaška tekmovanja, rekreativna liga v košarki in druga, smo letos gostili 2 državni prvenstvi, in sicer v karateju in tekvandoju. Državno prvenstvo v karateju se je udeležilo okoli 100 tekmovalcev, državnih prvenstev v tekvandoju, v borbah in tehniki pa skupno okoli 350 tekmovalcev. Glede na to, da je ena izmed prioritetnih nalog Zavoda za šport skrb za športne objekte in razvoj športne infrastrukture, bi pa želel na kratko pojasniti dogajanje na tem področju. In sicer v športni dvorani bomo v juliju zamenjali obstoječo razsvetljavo. Pri obstoječih lučeh se namreč ugotavlja zmanjšana
svetilnost in velika poraba električne energije, tako da bomo z novimi lučmi odpravili obe pomanjkljivosti. Projekt sofinancirata Petrol in Občina Slovenske Konjice. Omenil bi tudi, da smo ponovno uspešno kandidirali za sredstva Fundacije za šport, ki nam je odobrila sofinanciranje igrišča za odbojko. To je odbojka na Mivki. Več podrobnosti bo znanih jeseni, ko bomo tudi pripravili javno naročilo za ta projekt. Predvsem pa bi želel izpostaviti otvoritev tekaške steze. To je tekaška steza Park, ki jo bomo skupno z športno-rekreativnim igriščem Kajuhova otvorili jutri ob 17. uri na igrišču Kajuhova v Slovenskih Konjicah. Tekaška steza je nova pridobitev za ves konjiški šport. Ideja je nastala s tem, ko sem opazil, da v Konjicah primanjkuje stez oziroma urejenih tekaških poti, saj so ljudje pač prisiljeni, da tečejo kar ob ali po cestah. Po pripravi idejnega projekta in po ugotovitvi, da tekaško stezo zares potrebujemo v takšni obliki, smo na Zavodu za šport uspešno kandidirali na razpisu Fundacije za šport in pridobili 50% potrebnih sredstev za izgradnjo. Drugi del sredstev je prispevala Občina Slovenske Konjice. Nova tekaška steza je sedaj umeščena v zgornji del konjiškega parka. Zgradili pa smo jo tako, da smo v največji možni meri uporabljali že obstoječe poti in nismo posegali v vegetacijo. Največja prednost steze je njena širina, 2,4 metra, kar omogoča vadbo ne le rekreativcem vseh starosti, ampak tudi gimnaziji, osnovnim šolam in športnim društvom. Del tekaške steze je tudi kakovosten zunanji fitness. Omenil pa bi, da je projekt tekaške steze sicer v celoti končan, vendar pa si jo v bodoče želimo še izboljšati, še s kakšno napravo, ki bo izboljšala in obogatila vadbo. Čaka nas pa tudi še dodatno urejanje okolice, saj si želimo, da bi ta del parka postal še lepši ponos občanom. Ja, prav lepo zdrav v imenu sodelavcev javnega komunalnega podjetja in seveda tudi mojem imenu. Dogodivščin ali pa aktivnosti je ogromno. Želel bi se pa najprej opravičiti vsem našim potrošnikom, odjemalcem, ki so pač dobili položnice z novimi cenami. In nekako je danes, bi rekel, kar precej odgovor na vprašanje potrebno dati in mislim, da bomo v naslednjem obdobju tudi rešili. Ni bil naš namen, da bi razdražili odjemalce, pač pa je prišlo do prilagoditve teh cen. Res pa je, da so položnice morda ta trenutek nekoliko nejasne. Naslednji dne bomo to uredili na spletnih straneh in pa pri naslednjem obračunu. Sveda, za vse nejasnosti imamo tudi pripravljene odgovore in če bo karkoli takšnega, prosim, da pač nas ljudje pokličajo. Danes sem pa skoncentriral na 3O. To pomeni otvoritev bazena, potem obveščanje javnosti pri klopih na kanalizacijo in pa odprta vrata javnega komunalnega podjetja. Kot veste, bazen odpiramo 22.6. Seveda, veliko čast mi je, da bo lahko ključavnico odprl gospod župan in pa vinska kraljica in bomo pripravili tudi en takšen, bi rekel, majhen dogodek, več tisti, ki bodo tja prišli. Lahko vam pa rečem, da projekt bazen je zelo zahteven. In če bi se nekdo mislil, da prideš tja pa se počiš v vodo, je ena zgodba, drugo v kakšnem stanju pa bazen danes, pa lahko rečem, da je alarmanten. Lahko rečem, da že 14 dni stvari popravljamo in pripravljamo tako daleč, da bomo zagotovili tiste standarde, ki so v skladu z zadnjo zakonodajo potrebni. Kar se tiče cen stopnic, bodo ostale enake in bodo takšne, kot so bile v lanskem letu. Tudi po 1.7., ko se bo DDV spremenil, bo končna cena enaka. Kar se novosti tiče, je ta, da bomo tudi zaradi varnosti vpeljali sistem zapestnic. Vsak, ki bo kupil karto, bo dobil zapestnico, ki bo tudi edini, bi rekel, tisti znak, da bo lahko šel kopalec znotraj bazenskega obroča, kjer bodo za varnost skrbeli reševalci iz vode. Torej, vsak, ki te zapestnice ne bo imel, tisti v kopališče ne bo mogel, to se pravi, da plavati ne bo mogel.
Gostinske storitve bo opravljalo gostišče Fink, s katerimi smo se tudi tako dogovorili glede dodatnih aktivnosti. Jaz pa še na tem mestu lepo naprošam vse kopalce za upoštevanje kopališkega reda in vsekakor si želimo veliko takšnih dni, ker pred kakšnim tednom še je oziroma par dni nazaj deževalo, temperature takšne, mi pa se že pripravljamo, kot da bodo temperature 30 in navzgor. Upamo, da se ne bodo napovedi meteorologov uresničile, ki nam napoveduje samo 24 kopalnih dni v letošnji sezoni, kajti to bo pač imelo potem tudi ustrezen rezultat. V vsakem primeru lahko rečem, da neka razlika letos v primerjavi z lanskim letom bo, kar se urejenosti in dostopnosti tiče. To, kar do zdaj tudi ni bilo za invalide, če želimo biti občina prijazni, mi tudi treba na takšnih objektih tudi to zadostiti. Letos smo se znašli na tak način, da bomo postavili ustrezen kontejner konkurenčnega podjetja, ki pač potem poskrbi, da bodo lahko se invalidi tudi tam preoblekli in opravili vse tisto, kar se pač tam to dela. Če še verjetno koga kaj zanima bazen z Belovo, dokler ne bo imelo uporabnega dovoljenja, lahko rečem, da tam javnega komunalnega podjetja zraven ne bo. Bomo pa konstruktivno sodelovali pri pridobivanju ustrezne dokumentacije. Kar se tiče to, kar je gospod župan začel prej z centralno čistilno napravo, je poseben in zelo zahteven projekt. Dodatne stvari šele sedaj prihajajo. Eno je zgraditi objekt, drugo je pa sedaj treba priklopiti vse tiste, ki so predvideni, da se priklopijo na kanalizacijsko omrežje, ki je že zgrajeno. Res pa je, da še to omrežje nima uporabnega dovoljenja, ampak mi že moramo, vkolikor želimo doseči ta rok 1.10. z poskusnim zagonom, moramo v tem času seveda pripraviti vse podlage oziroma tudi ljudje fizično priklopiti na kanalizacijsko omrežje, ki je zgrajeno. Mi smo v mesecu maju obvestili 124 gospodinjstv oziroma toliko objektov, ki pač v tem času imajo to možnost in seveda nekateri so pač morda niso dovolj dobro razumeli ali prebrali. Bistvo je tem, da pride naš strokovnjak do vsakega objekta in se z vsakim posameznikom dogovori in poiščejo strokovno rešitev, na kak način se ta zadeva izvede. In ker smo želeli čim manj težav, da iščejo stranke razne obrazce, smo tudi to priložili. Za nekateri so se tega prestrašili, ampak bistvo je to, da se bo stvar uredila tako, kot se mora. V cilju, da bomo imeli zadostne kapacitete, tisto, kar je zavezano z pogodbami. In če še rečem zadnjo dejanje, ko sem začel z cenami, je namen odprtih vrat tudi to, da za vsakega, ki se bo nekako udeležil dneva odprtih vrat 27.6. od 9. do 15. ure, bomo tam jaz in pa moji sodelavci, ki bomo na razpolago in tudi pojasnjevali vse, kar se tiče od cen, potem kako je treba delati hišne priključke za vodovod, kako se dela kanalizacija, kaj bo z malimi čistilnimi napravami in potem še dodatno, kako je z ravnanjem z odpadki, kako je treba delati z biološkimi odpadki, aplikacija 3R, ki bo danes tudi tukaj še pojasnjena, in pa center ponovne uporabe, kateri nekako model imamo že nastavljen. Pripravili smo prostor za to in tudi v sodelovanju z gospo Marinko nekako pripravljamo ustrezen teren, kjer bodo lahko tudi tam, ko gre za ponovno uporabo, tudi občani nekdanjih občin, to se pravi Zreč in Vitanja, pripeljali te še seveda izpravne elemente ali pa blago, ki bo šlo naprej. Zagotovo pa ne morejo potem odpadke nositi v Cero, ker pač imajo za to drugega, ki dela za njih to storitev. In vsekakor za temi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi, ne glede, zdaj so konjiški dnevi, mi bomo to zagotovo na četrtletje ali še pa pogosteje v letošnjem letu tudi pripravili še več takšnih stvari. Hvala lepa. Torej, stanovanjsko podjetje deluje povsem kot gospodarska družba, ne glede na to, da je občina pač njen 100% lastnik, smo pač vrženi v dano ekonomsko situacijo v državi in se soočamo seveda z povečanjem neplačil, zato je tudi investicijskih sredstev precej manj, kot smo jih imeli na razpolago v preteklih letih. To je tudi razlog, da ne načrtujemo, da bi že v letošnjem letu pričeli graditi nova stanovanja, saj imamo v
lanskem letu zaključenem objektu še 3 neprodana. Zaključili smo seveda uspešno kurilno sezono, kljub temu, da smo uspeli po prenovi kotlovnice in pa malo nam je pomagalo tudi izbira energenta, ki se je pocenil. Torej smo uspeli pred kurilno sezono znižati ceno za celih 16,3%, kar upam, da je dobro za naše občane. Nadaljevanje prenove kotlovnice je pa še pa ni dorečeno, predvsem še ni sprejet prostorski akt, ki bi to omogočal. Sicer pa se aktivno vključujemo tudi v prenovo fasad v Starem trgu. To je seveda zelo pomembno za celostno podobo trga. Sicer trg ne bo imel neke dokončne podobe, če se ne bojo uspele fasade vsaj delno obnoviti. Drugače pa gre pri naših projektih sedaj predvsem v tej smeri, da poskušamo energetsko prenavljati večstanovanjske objekte. Seveda so ti v etažni lastnini in na koncu se morajo za tako prenovo odločiti etažni lastniki. Pričele so se obnavljati fasade. Trenutno se delata dva večstanovanjska objekta v Slovenskih Konjicah. Za vse, ki se za takšno prenovo odločijo, pridobimo tudi subvencijo Ekosklada, tudi za ta 2 objekta, ki sta v izdelavi, je subvencija že pridobljena. Bi pa kot zanimivost omenil, da smo imeli mogoče srečo in smo lahko na vzorčnem objektu, torej 2 povsem enaka objekta, ki sta v Konjicah, ki spremljamo seveda že leta dejansko porabo toplotne energije, in eden je v lanskem letu prenovil fasado. Torej imeli smo srečo, da smo lahko izračunali dokaj natančno, seveda za ta primer, koliko so z zamenjavo fasade, torej z izdelavo 15 cm toplotnega ovoja prihranili, in to je za letošnjo kurilno sezono znašalo celih 20%, kar mislim, da je podatek, ki bo spodbudil tudi ostale etažne lastnike, da se bodo odločili za tako prenovo. Pripravljamo še projekt prenove kotlovnic na Kajuhovi ulici. Gre za 5 objektov, ki imajo kotlovnice povsem dotrajane, in se seveda z lastniki teh objektov pogovarjamo in dogovarjamo o možnosti ali prenove oziroma izvedbe skupne kotlovnice za vseh 5 objektov. Seveda, z veseljem, glede na to, da je ekologija sestavni del življenja in živeti v tako lepi občini, kot je Slovenske Konjice, pomeni tudi moralno obveznost za vse nas, ki delamo na tem področju, kajti Okoljsko-raziskovalni zavod že v samem imenu pove, da gre za nove prijeme varovanja okolja, na eni strani na podjetniški način in na drugi strani seveda za varovanje okolja, ki prinaša delovna mesta in ob enem čisto konkretne učinke, ki se potem zrcalijo v celi vertikali, tako v ekonomskem, socialnem in pa seveda v okoljskem vidiku. Vesela sem, da lahko tudi to aplikacijo predstavimo iz tega vidika, da je to tudi najpodjetniška ekoideja v Sloveniji. Toliko bolj zato, ker smo si zadali nalogo, da bo prva taka javna predstavitev prav tukaj v Slovenskih Konjicah, ker nekaj občin nas je prosilo, da naj javno predstavitev izvedemo na občinskih svetih pred mediji, in smo rekli, zavezali smo se, da ta lokacija prva tukaj, in tudi nismo nikjer še te javne predstavitve imeli. Seveda ta javni izbor preko financ je potekal na drugih temeljih, torej ni šlo za direktno lokalne predstavitve, ne? Ampak vendarle več kot odpadki, torej pomeni, da govorimo o nečem več kot pa samo odpadki. Govorimo o novih priložnostih, ki jih ti odpadki prinašajo, in glede na to, da vsak izmed nas ima opravka z njimi, velikokrat se sploh ne soočamo z dejstvom, da odpadke kupimo in potem kar naenkrat
imamo jih s sabo ali v avtu, na delovnem mestu, v šoli, doma, v počitnicah, kjerkoli smo. Torej, mi smo s to aplikacijo, ki predstavlja tudi evropski patent zmanjševanja odpadkov in njihove ponovne uporabe, dokazali, da tako kot je predvideno po letu 2020, odpadki sploh več ne bodo odpadki. In glede na to, da smo v sodelovanju tudi s komunalnim podjetjem Slovenske Konjice, kajti vsaka lokalna skupnost ima svojega izvajalca, ki seveda tukaj v samem razvoju sodeluje zaradi tega, da je potem aplikacija tako rekoč na voljo vsaki občini, glede na njihov sistem in glede na seveda sistem infrastrukture, ki je. To pomeni tako rekoč 210 občin, 210 zgodb v aplikaciji in ne glede na to, kje ste, aplikacija zazna preko svoje mobilnosti. Na spletni strani je seveda treba občino izbrati in torej ne glede na to ste, kateri odpadek imate v roki, vam kadarkoli pove, kako pravilno ravnati. Bistvo te aplikacije torej zdaj ni v tem, da vas samo nauči, kako ločiti odpadke, ampak vas nauči, kako preprečiti, da bi odpadek nastal. In ravno s tem nam je uspelo tudi ta evropski patent pridobiti, ker do sedaj so vse to vrstne in podobne aplikacije samo povedale, imaš nek odpadek in tja ga daj. Mi smo šli en korak nazaj, po prednostnem redu to pomeni bistveno več, torej lahko zveste, kako bi pa lahko naslednjič ravnali, da ta odpadek ne bi nastal in potem, če pa nastane, kako ga lahko ponovno uporabite. In tukaj smo spet, recimo v tem lokalnem okolju, vemo, da v Tepanju deluje od lanskega leta center ponovne uporabe z manjšo enoto, zdaj tudi na interes komunalnega podjetja, ker nas zelo veseli, bi en del vzpostavili tudi na Prežigalu, kjer je zbirni center, kajti teh materialov, gledajte, to res niso odpadke, to so materiali, ki potrebujejo samo dodelavo in pripravo na ponovno uporabo, jih lahko zelo hitro spravimo v nadaljnjo uporabo in s tem privrčujemo prvi vrsti surovine, energijo, vodo, da ne govorimo o več 10 000 kilometrih prevoženih, ki jih tukaj ne rabimo, ker se to lokalno izvede. In aplikacija tudi to ponuja, ker seveda do sedaj bi to bilo, da teh infrastruktur sploh ni bilo, sedaj je v Sloveniji 10 tovrstnih centrov ponovne uporabe in ta seveda aplikacija prepozna, glede na to, kje uporabnik je, kje to lahko izkoristi. Po drugi strani pa ob enem direktno omogoča tako razvoj socialnega podjetništva, kjer je to ena izmed dejavnosti socialnega podjetništva, kakor tudi uporabnik, zakaj bi zdaj mogel kupiti popolnoma nove stvari, ki so, vemo, da žal obremenjene z negativnim okoljskim, ekološkim odtisom, da ne govorimo o socialnem vidiku tistih odpadkov, pod narekovajem surovin, ki prihajajo predvsem iz držav Bližnjega vzhoda, lahko rečemo tudi Kitajske, Indonezije, skratka iz teh držav, kjer vemo, da je konkurenčnost prav zaradi delovne sile in pa okolja. In aplikacija vam pove tudi to, kaj lahko vi v centru ponovne uporabe oddate in kaj lahko tam dobite. Torej, teh informacij do sedaj seveda še ni bilo in to je tudi ta dodana vrednost. Zanimivo je, da veliko ljudi še vedno odpadke skriva po gozdovih in v katerihkoli neprimernih mestih, zato ker mislijo, da zbirni center ni za njih, ker je treba tam odpadke plačati, če pripelješ in niti ne vedo, kje je. Aplikacija vas pelje po poti, kje to imate, najbližji zbirni center, glede na to, da vsak občan zbirni center v tisti občini uporablja in tako tudi dobi vse podatke, informacije, kdaj je odprt, kaj lahko tam odda, skratka, tiste najnovejše, tudi kakšne akcije se prirejajo in podobno. Zanimiva zadeva, ki je zelo uporabna, je tudi opomnik, namreč glede na to, da se posamezne frakcije vozijo na določen dan, veliko ljudi pozabi. So urniki, recimo tudi komunalno podjetje lepo priskrbi, ampak to ljudi nekam založijo, pozabijo in potem seveda tega ne oddaš in zdaj čaka do naslednjič. Ni koristno in ni fajn, ker pač imaš velike količine tega. Aplikacija omogoča, da si nastavite, kdaj vas opomni in dobite potem skupino odpadka v slikovni obliki, torej kdaj se vozi embalaža, kdaj se potem odpeljajo biološki odpadki, tisti, ki ne kompostirajo, kdaj se odpeljajo mešani odpadki. Skratka, aplikacija vam pristavi na vašo mobilno napravo, tam pač, kjer jo uporabljate, je to tablica ali je to mobilni telefon, skratka, vas obvesti in vi vidite, slikica pomeni, da pač moram tole narediti. In na ta način tudi omogočamo, da se ljudje lahko glede tega bolj brez skrbi. Zanimivo je tudi, da omogoča prepoznavanje tako imenovanih nepravilnosti, ki smo jih poimenovali kot ekopacka. To pomeni, da ljudje pač hodijo recimo okoli, ste od zunaj in vidite tam en kup salonitk na tleh vsutih. Seveda ljudje najbolj
zmotiti, če je to v bližini njihovega doma, in nič ni bolj strašnega, kot zdaj inšpekciji povedati, da to tvoj sosed naredil, ne? Ljudje pač ne marajo, da so med sabo skregani. Uporabite aplikacijo, samo stisnete Eko-Packa in avtomatsko naša administrativna služba dobi ta podatek, preko GPS-a prepozna lokacijo in mi potem obvestimo pristojen inšpektorski urad, kje je to, zakaj, seveda tudi preverjamo prej, tako da ljudje na ta način anonimno lahko oddajo take informacije. Največ dobimo zanimivo od sosedov. A veste, kako je to zanimivo, ne? Zakaj? Napišejo, to je pri mojem sosedu, ne? Sicer mi zdaj ne vemo, pri katerem, ampak preko tega seveda zaznamo, da ljudje ne želijo onesnaževanja okolja in tisto slovensko poznavanje seveda onemogoča, ne? Da reče, veš kaj, glej, to pa ne smeš delati, ne? Je nekako bolj diskretno poslati tole, ne? Pa se zadeva uredi. In to tudi želimo, da postane varovanje okolja sestavni del življenja. Skratka, pojem več kot odpadki, torej ponuja zdaj občinam in vesela sem, da je občina Slovenske Konjice bila tudi prva občina z nami na tem, da na enostaven, lahko rečemo tudi zelo tak easy način, tudi majhni otroci zdaj le razvijemo to varianto za majhne. Junior varianta bo v bistvu taka bolj otroška aplikacija, da že pri najmlajših prepoznamo, pri starejših seveda to ne bo noben problem, ker je zelo enostavna uporaba, na kakšen način poskrbeti za nekaj, ker ni odpadek, ampak je surovina. Zdaj na tej poti nam je pomagalo tudi podjetje Probit Slovenske Konjice, glede na to, da gre za kar veliko dodano vrednost znanja v samem sistemu. Bi jaz prosila še direktorja, gospoda Andreja Krambergerja, za nekaj besed, kaj pravzaprav to znanje v tem lokalnem okolju, ker smo lokalno povezani, pomeni, ne nazadnje, torej lokalno podjetje tudi pripomoglo k temu, da je to v taki obliki nastalo. Podjetje Probit programsko oprema je konjiško podjetje, ki se ukvarja z izdelavo, prodajo in uvedbo poslovne in druge programske opreme, tako za javna podjetja oziroma zavode, kot tudi za druga podjetja. Na tem področju smo eni izmed večjih in pomembnejših v Sloveniji, delujemo pa tudi v tujini. Ker pa smo danes tukaj zaradi okolja, pa par besed še o tem. Eno izmed osnovnih poslanstev informacijske tehnologije je skrb za okolje. Samo pomislimo na hitro življenje brez interneta, brez mobilnega telefona, kako bi potovali informacije, kako bi potovali dokumenti, koliko več kilometrov bi zaradi tega morali prevoziti, kako bi okolje trpelo zaradi tega. Po drugi strani pomislimo, če bi računovodstvo ali administracija bila vodena samo na papirju, koliko papirja bi za to porabili, koliko prostora bi za to porabili in še bi lahko naštevali primere. Ker se podjetje tega zaveda in se zaveda pomembnosti trajnostnega razvoja, smo že nekaj časa iskali dobre ideje za projekte na področju varovanja okolja. Na sreči smo približno dobro leto nazaj srečali Marinko in njeno ekipo. Ona je prispevala predvsem svoje ideje in svoje zelo obsežno znanje iz tega področja. Mi smo zadevo zrealizirali. Rezultat je ta aplikacija, ki je Marinka predstavila, zelo uporabna aplikacija. Že prvi odzivi so pokazali tako nagrade, kot tudi odziv občin, da smo se odločili prav, ker nekaj občin že pristopilo na čelo z seveda našo domačo. To je z moje strani vse. Hvala. Ja, za zaključek bi jaz povedala to, da take nalepke, ko jih boste videvali marsikje, skupaj s komunalnim podjetjem smo se dogovorili, da se te nalepke, ker ima seveda možnost QR kode uporabe, prečita mobilna naprava in tako je avtomatsko naloži, glede na to, ali se uporablja platforma Android ali je to zdaj iOS. Torej gre za to, da na enostaven način samo približa napravo, prebere in že uporabi na svojem telefonu. Ni potrebno potem preko, ne vem, to zdaj preko Google Playa ali pač preko App Store aplikacijo iskati, ni potrebno nič tipkati. Zdaj, glede na to, da uporaba mobilnih naprav izredno hitro narašča, pomeni to, da recimo zlasti majhni otroci, zdaj smo izvajali ta teden ravno delavnice na osnovnih šolah, ne morete si predstavljati, kako živo je to. To ni treba nič naučiti, oni vse znajo. Oni znajo verjetno več kot mi, definitivno. Ampak, veste, to pomeni, mi delamo za prihodnost in ravno zaradi tega, ker delamo za prihodnost, sem vesela, da tudi občina Slovenske Konjice, tista, ki danes razmišlja o tem, da je prihodnost tista, ki jo gradimo tudi znanjem za varovanje okolja. Mogoče še samo pomembna informacija. Aplikacija trenutno deluje na napravah z operacijskim sistemom Android, iOS, se pravi vse Appleove naprave, zelo kmalu bo pa tudi na Windows Phone. Zdaj, če pa kdo želi zadevo pogledati bližje, pa z veseljem pokažemo. Veselje je biti župan v takšni občini, kjer se porajajo nove ideje in kjer zremo v prihodnost. Zato doktorica Marinka Vovk in pa direktor podjetja Probit
iskrene čestitke tudi takole na javen način za dosedaj, kar ste uspeli narediti, in pa seveda se že veselim tistega, kar boste še nadgradili, v kar sem trdno prepričan. In ena od teh možnosti, da se podjetniki srečajo in tudi pogovorijo, tudi na medsebojnih druženjih, kakšna takšna ideja lahko vzklije, to bo v sredo 19. junija, ko bomo imeli dan podjetnikov. Tokrat bo to na Zlatem griču in tam bomo tudi predstavili, kakšne možnosti ponuja obnovljeni Stari trg, kakšna je vizija obnovljenega Trebnika, tako da se mogoče kdo naveže na to osnovno nit in potem bomo, temu se reče, mreženje idej. In jaz sem prepričan, da bo nekaj iz tega nastalo. Opozoril bi še na sredo 26.6., ko bomo, jaz sem prepričan, tudi kot prva občina v Sloveniji imeli kolekcijo tako imenovanih kozarcev mesta. Veste, da je pred približno 10 leti ugledal luč sveta tako imenovani kelih mesta. Zdaj pa imamo še nadgradnjo tega in to bo poročni kelih za tiste, ki se odločajo za skupno pot, in pa še kozarec mesta. Avtor Zlatko Magdič, in to bomo vse skupaj predstavili na tem srečanju, kjer bomo tole predstavili, in pa kasneje bo odprta tudi razstava v Mestni galeriji Rimer na sam občinski praznik. Sam občinski praznik pa bo, kot smo že rekli, v nedeljo 30. ob 18. uri, ko bomo tudi podelili priznanja, ki smo jih prej omenili, in pa se tudi ozrli malo v dogajanja zadnjega leta. In če še k temu, ko sem prej omenil Stari trg, dodam samo en pomemben dogodek, pa naj to ne zveni kot reklama, ampak ena nova banka prihaja na Stari trg, tam, kjer so bili prostori trgovine Nina. 28. junija ob 10. uri odpira vrata enota, tako kot jo imenujejo Delavske hranilnice. In jaz verjamem, da če bančniki prepoznajo Stari trg, da bo to pomenilo tudi zagon za vse ostale. To je vse.